Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, dobrodošli na MoneyHow Live. Lahko rečem, da zdaj je že kar tradicionalen dogodek. Najprej smo ga začeli digital izvajati, zdaj ga izvajamo v živo in moram priznati, da je prav lepo videti obraze vaše, poslušalci, gledalci. Lepo je priti v stik z vami. Tako da hvala, da ste se danes udeležili našega dogodka. Prepričana sem, da boste izvedeli zelo veliko zanimivih stvari in da vam bodo te zadeve, ki jih boste danes slišali, seveda tudi koristili pri upravljanju vašega premoženja. Moje ime je Marja Milič, sem ustvarjalka podcasta MoneyHow. Prva epizoda je bila objavljena 21. januarja 2021. Tako da ja, tukaj sem v bistvu že pri prvi epizodi opozorila oziroma povedala, da ravnanje z denarjem oziroma upravljanje z denarja ni raketna znanost in to dejansko tudi res je tako. Danes se bomo pogovarjali o prihodnosti investiranja. Smo ujeti med umetno inteligenco in pa zimzelenimi pravili. Čeprav so ta zimzelena pravila pogosto spregledana, pa lahko rečem, da nekako kar ostajajo z nami že zelo dolgo časa. Tehnologija se pa eksponentno razvija in to v zadnjih recimo 10 letih, če samo pomislite, kaj se vse zgodilo, res neverjeten tehnološki napredek, ampak če pa pogledamo še daljšo zgodovino, recimo 300 let, je bilo pa še več teh inovacij, ampak same osnove oziroma temelji investiranja pa ostajajo praktično nespremenjeni. Na hitrco, preden gremo na današnjo vsebino, gosti so se namreč že kar usedeli tukaj, Sam na hitro povem, napovedujemo delavnico Do It Yourself, kako investirati v delnice, prihaja jeseni. Delavnica za začetnike je bila kar precej uspešna, tako da veliko ste nas spraševali, kako pa izbrati delnice, kako se odločiti za investicije, tako da bomo tudi konkretno tukaj pogledali, kako kupiti delnico. Novoletni MoneyHow je zdaj že kar z nami praktično, že odkar obstaja MoneyHow, torej 2 leti, tudi letos bo MoneyHow Live v živo za novo leto. Predlagam pa, da se tudi naročite na e-pismo, kjer bomo vas obveščali o vseh teh dogodkih. Program današnji, najprej se bomo pogovarjali o teh tehnoloških inovacijah, o umetni inteligenci, pogledali bomo, kje smo, kam gremo, kaj lahko pričakujemo. Z nami so že prvi gosti na okrogli mizi. Tomaž Štolfa, živjo Tomaž, ti si živel praktično celo življenje med San Franciskom, New Yorkom in Ljubljano. Sodeloval si tudi z podjetjem, ki ima sedež v Berlinu, si mi povedal. Ustanovil si kar nekaj uspešnih startup zgodb, bil si angelski investitor oziroma si še vedno angelski investitor, zbral si več 100 milijonov evrov, tako da mogoče še milijonček več, Ja, več, približno 200 milijonov dolarjev. Skupaj, to pa je kar pomembno. Vsakeč, ko vprašaš, je 100 milijonov več. Ne, ni, ampak vprašanje je, kakšni bojo izidi iz tega. Nekaj iger se še igra, tako da bomo videli. Bomo videli. Ok, se nadaljujemo potem. Marko Talar je tudi z nami, strokovnjak za robotiko in umetno inteligenco, razvijalec robotskega delavca, soustanovitelj podjetja Ernemix. Živjo, Marko. Lep pozdrav, živjo. Boris Cergol, z nami si bil že na MoneyHow, epizodo smo posneli s teboj, ChatGPT, kje smo danes? Še bolj naprej, kot smo bili takrat, pa ne me raj vprašati, kje bomo čez en mesec, ker mislim, da bomo še kje druge. Jaz moram priznati, da kar uporabljam vse možne te variante, ki so na voljo pri svojem delu in pa tudi pri upravljanju premoženja. O tem bomo pa malo več povedali. Andraž, še tebe imamo tukaj na okrogli mizi. Živo. Tebe pa poslušalci in gledalci več ali manj po moje že kar poznajo, si reden gost MoneyHow. Gremo na mobilnost. Mobilnost, električna vozila, droni in električna letala. Andraž, boš ti spet majčkeno za uvod samo predstavil, zakaj si izpostavil te konkretne naložbe oziroma predloge? Zdi se mi, da je to nek, ko bi rekel, podaljšek tega, kar smo začeli, ker v bistvu karkoli se premika ali pa se bo premikalo v prihodnosti, bo imel pač neke nove pogonske načine, pa mogli bo biti
bistveno bolj avtonomno, kot je bilo v preteklosti. Ne? Zdaj pa lahko se pol govorimo na cesti, v zraku ali pa v vodi ali pa ne vem, kje v vesolju na koncu, kakorkoli. Tako da se mi zdi, da je to ena pač taka normalen podaljšek, nekaj smo že govorili o Tesli, seveda takoj pridemo hitro v zrak, v drone, pa tudi letala v končni fazi. Tako da danes malo govorimo o panogah prihodnosti oziroma kako bo lahko izgledala tudi prihodnost, in mobilnost bo zagotovo drugačna, po mojem mnenju, kot je pač danes. Pač nek napredek bo, kako bomo uporabljali. Boč se jaz sam mečkam vrnil nazaj, se ne bom dolg. Jaz mislim, da bo pač vse te tehnologije, ki se bojo zložile skupaj in ko bojo v bistvu akumulirale dovolj, ko bi rekel, informacij, bojo dramatično spremenile celotno družbo. To je moje mnenje. Tako jaz mislim, da je družba čist drugačna in sploh si ne predstavljamo, kakšna bo. To je moje pač mnenje. Tudi recimo, ko govorimo o pokojninskih sistemih, ti si omenila, da imamo obdavčati robote. Jaz mislim, da zdaj delamo neke demografske projekcije in to, in kako bo pay as you go. Lahko da bo čist nov družbeni dogovor, kako bo to izgledalo. In jaz tega ne bi izključeval, iskreno povedal. Tako da vsi tisti aktuari, ki danes tiste tablice gledajo in računajo, kako bom jaz dal, da nekdo imel, jaz ne vem, kje bo to čez 20-30 let. Tako da, in tudi kako bomo živeli in kaj boš počel, vse to se lahko spremeni. Če se pa vrnem nazaj, logika teh zapiskov je enaka, kot ste videli, v bistvu moj namen je mečkam tudi debato to get it going, da se tako izrazim, zelo hit smo bili na GPT modelih, pa Google versus Microsoft. Tukaj v bistvu, kar se pa tega tiče, pa enak pristop, samo eno upozorilo, ko greste in probate neko izpostavljenost imeti proti neki temi, to je ena izmed najbolj težjih stvari, ki si jih lahko predstavljate. Pa bom povedal, zakaj, ker finančna industrija vam bo dala produkt in rekla, tole je pa čista zgodba na, ne vem kaj svem, na drone, na umetno inteligenco. Itak pa ni, ker svet ni tako enostaven. Ker če bi ti imel zmagovalca, ki bo zmagal v dronih ali kjerkoli na enem kliku, pol nekaj ne bilo v redu, po mojem mnenju, pač ne poznava prihodnosti. In klej nekaj podobnega, ampak kar je pomembno je pa to, da zlasti mogoče na področju mobilnosti, prihodna mobilnost, ki je seveda električna, avtonomna, v zraku ali pa kjerkoli je šele v nastajanju. Medtem, ko imate neke drone današnje generacije, to, kar bo v prihodnosti, v bistvu, ne vem, so tam firme na borzi, ki so po $5 milijarde vredne, ki niti enote prihodkov nimajo. Neki so z Matejem živijo. Danes gledala to in rečeš, ok, kaj se pa tukaj dogaja. Torej, kaj hočem povedati? Gledamo globoko v prihodnost. 10 let, tudi matematično gledano, moramo oceniti, kakšen bo prihodek, dobiček teh podjetij čez 10 let, ampak že danes se stotine milijone in milijarde investirajo v to. To morate razumeti, kako na nek način nore stave so to, če zdaj stopamo v ta kontekst. To je to. No, ko govoriš o norih stavah in o teh milijardah, ki se investirajo, dejansko je Meta oziroma Zuckerberg vse od leta 2019 za razvoj metaverzuma investiral približno $36 milijard. Lansko leto smo zelo veliko govorili o tem, letos govorimo pa samo še o ChatGPT, o OpenAI in drugih rešitvah. Zakaj je temu tako? Kaj se dogaja tukaj? A bomo imeli metaverzum, se bo ta zgodba razvila, ker se mi zdi, da tukaj zdaj je en tak spopad. Mogoče, Marko, boš ti kaj povedal na to temo? Ta očala menda, da so še vedno precej okorna in niso primerna še. Definitivno še nismo dobili take izvedbe tehnologije, ki bi zagotavljala res dobro uporabniško izkušnjo. Zaenkrat so ta očala še malo tako bolj gadget, sej zanimiv, jih probati, super, ampak na eni strani sam hardware, na drugi strani pa aplikacije, ki so trenutno na voljo, nekako še niso prišle do kritične mase, kjer bi lahko rekli, ok, to pa eno izjemno veliko bolečino na trgu izpolnjuje, ki jo na drug način, dosti bolj preprost, stroškovno bolj učinkovit, ne moramo danes rešiti. In jaz mislim, da je na koncev je, ti imaš lahko gadgete, kaj nekaj zelo zanimivega, pa probaš nekaj novega, ampak pol tudi odložiš, ker ti ni dolgoročno ti ne zagotavlja ustrezne dodane vrednosti. In zaenkrat smo žal še na tem nivoju. Zdaj pa
če pogledamo, kako se je v zgodovini ponavadi tukaj odvijali, ne, jaz še vedno računam, da na koncu, ko bo Apple končno dal ven, se z namenom zaenkrat še niso dali ven AR očal, ker očitno, da niso še prišli do točke, kjer bi zadeva bila res, uporabniška izkušnja res dobra, ne? Da potem se bojo stvari začele nekako razvijati, ampak ne tehnologija na eni strani, ne aplikacija na drugi očitno še niso tam, kjer bi omogočali res široko uporabo. Kljub temu, da je bilo investiranih že 36 milijard dolarjev, ne. A gremo mogoče pogledati električna vozila, nekaj smo sicer že o tem govorili, glede na to, da smo na področju oziroma segmentu mobilnost, ne. Kaj se tukaj dogaja? Mogoče sam to, mene je to malo presenetilo, recimo Mate Rimac, eden najbogatejših Hrvatov, mislim, da so v zadnjih 5 letih uspeli zbrati 800 milijonov dolarjev ali evrov, ne vem točno, no, se je tam sredstev. Mate Rimac nima električnega avtomobila, niti nima hibrida, ima pa kar bogato zbirko avtomobilov. Mislim, da vredno okrog 2 do 3 milijona nekaj takega evrov. Kaj se tukaj dogaja? Zakaj se to dogaja? Jaz povem. Ja, prosim. Zato, ker Mate ni vstopil v to igro zaradi ekološke ozaveščenosti. On je vstopil v to igro zaradi performansa. Ne vem koliko poznate zgodovino in tako naprej, ampak on je včasih, mislim, da nekega starega BMW-ja imel, ki ga je predelal, zato da je pač driftal, in ko je odkril, da bi lahko z električnim pogonom to pač še boljše šlo, se je pač odločil, da bo dal električni pogon v ta avto. Ne? In tako se je zgodba začela, in glede na to, kakšne avtomobile delajo, pa glede na to, kako se Rimac avtomobili razvija, njegov driver ni klimatska, mislim, ta ozaveščenost, električni avtomobili, manj izpustov in tako naprej, ne, to je pure performance. In ni naključno, da je on zdaj CEO Bugattija, ker pač Bugatti, ne, tudi, ne vem, mislim, da niti ne zapišejo CO2 izpustov preteklih Bugattijev, po moje. Moraš posebej vprašati, ker ni to cilj teh produktov. Zdaj, a je to vseeno ena pot, kjer oni lahko prodajajo na trg tisti, ki so malo bolj ozaveščeni? Tako se zdi. Ne, Porsche grupa pač dosti investira tam in mislim, da bo tudi vseh Porsche avtomobilih od določenega leta naprej uporabljali Rimac tehnologijo. Tako da, ampak še enkrat, oni niso začeli s tem, da bi rešili svet, oni so začeli s tem, da bi Mate pač boljše driftal. Ja, no, a to so insiderske informacije? Da so javne informacije, niso. Če pa so insiderske, potem pa nisem povedal in no, pa bomo pa zbrisali ta del, prav. Mogoče tukaj je ena zanimiva zadeva vezana na Teslo, tudi Apple, zdaj smo ga omenili v svetu metaverza, razvija neka svoja očala, ampak tudi na področju mobilnosti so aktivni. Kaj pa tukaj lahko pričakujemo? Tesla, Apple, neko verzijo? Mogoče malo en moj pogled čistko, ker pač to je človek in to je čas njegov na zemlji. Ne? In mi se zdaj pogovarjamo pod vtis nečesa, kar se je zgodil zadnjih 6 mesecev. In zdaj kar naenkrat čez noč je metaverzom, ker je šlo 40 milijard, ker vse, ne glede na to, koliko je to velika številka v kontekstu cele tržne kapitalizacije, ne mete, mislim, who cares at the end of the time. In ti ne veš, kaj je pod površjem tega prihodnosti človeštva, time continuum, in zdaj bom sam razložil, ker prejšnji teden je tudi prišel v Apple pa rekel, by the way, jaz vam bom 4% in nekaj dal na vaša sredstva na Apple Payu, ker čez noč je postal, ne vem, banka, lahko kaj date depozite. In na neki točki lahko postanejo tudi ponudnik mobilnostnih storitev. Zdaj, kako to zgleda? Ne vem, sami vejo, jaz ne vem, verjetno se bo pa to zgodilo dokaj tako spontano, ker je dosti ljudi, ker oni imajo stranke in te stranke ogromno vejo o nas, vejo, kaj so naše aspiracije, kako se premikamo, kjer bolečino imamo vse. Na eni točki, they can flip the switch. Zdaj, je res, da tako veliko stvar kot Apple Car, ker mislim, da o tem govorimo, se to je neka tako javna skrivnost ali karkoli pa že, kao, to ne moreš čist, ampak maybe it's coming, maybe not, in to lahko zelo močno spremeni. In na koncu, kad ti rečeš, kdo sploh koga tukaj disruptira. Recimo fintech primer, zelo lep za tem Apple obrestnim meram. Fintech začne neki startupi disruptirati te banke.
ampak jutri pa pride IT gigant, ki zdisruptira disruptirance in še une, ki so tam. Ne? Tako kot une ribe, ki je risanka, ena pride pa to poje, pa uno ribo ta in ne vem, kot Finding Nemo malo zgodba, ne? To se tako sliši, ampak jaz tako gledam prihodnost, da dejansko prihodnosti ne poznamo, zato je treba bolj gledati, kaj je lahko tehnologija, ki je znotraj strateškega kroga nekega koncerna, ali to Apple, ali koga drugega in koliko so pripravljene tudi te inštitucije. Ne? In to recimo je neka varnost, obramba, pa še to ne traja. Ne? Ampak ko govorimo o investiranju, govorimo o neki dolgoročnosti. Mi smo danes tukaj in sprejemamo odločitev, ki bo vplivala na našo prihodnost. Se pravi, mi dva investirava za 10 plus obdobje. Ali je smiselna investicija v recimo Apple, v Microsoft, v Google, v Teslo, iz tega trenutka danes, če vemo, kaj počnejo, kako razvijajo svoje produkte? Moje mnenje seveda ja. To pač moraš imeti, temu se ne moreš izogniti. Zato, ker jaz bi ločil investiranje na sledeče načine. Nekaj je, da se ti zagotoviš osnovo, mogoče tudi neko finančno varnost, osnovno za naprej, rečemo temu varčevanje. To pač moraš imeti in najbolj safe bet je tukaj, da pustiš trgu, da glasuje, kdo je zmagovalec. Vzameš ETF, ker so uteži odvisne od tržne kapitalizacije v prostem obtoku in trg vsak dan glasuje. Ne boste zaslužili 70-80%, 20x ali karkoli v 5 letih, ampak boste dobili tisti tržen donos. Pri investiranju je lepota to, da povprečje za zelo enostavno odločitvijo naredite. Če boste šli na glavo, lahko pa vse zgubite. To je težava. Tako da to osnovo si zrihtajte. Ostalo je pa stvar prepričanj, po mojem mnenju, in researcha, tako kot je rekel Tomaš. Tam pa pač zato, da bi rekel, bo Apple zmagoval čez 20 let, ne vem, ker bi mogel skozi spremljati to. Izvoli. In moj pogled na recimo in na Met in Bet, na Metaverse pa oziroma VR, AR, pa tudi približno tako na Apple Mobility Efforts je, a si lahko oni privoščijo, da tega ne delajo? Ne? To je bolj vprašanje. A si lahko privoščijo, da zamudijo naslednjo platformo? In recimo Facebook, zdaj Meta, oni so znani po tem, da so dosti časa zamudili mobile platformo. Ne? In potem so imeli catch-up, so poskušali celo s svojim deviceom, pač nikoli ni prišel do tega devicea, zaradi tega, ker jih je Android ne bomo več preinstallati tukaj, če boste imeli svoj device, dajmo korak nazaj, pa Apple, ampak oni živijo, njihova kultura živi v strahu, da bojo zamudili naslednjo computing platformo. In zdaj, a je 40 milijard vredno vložiti za to, da ne zamudiš naslednje computing platforme, to se pač tisti, ki so tam zadolženi, za to morajo odločiti. Ne? In mislim, da podobno je recimo na Apple za mobility. A si lahko oni privoščijo, da kar naenkrat se zgodi ta shift na autonomous mobility, pa da njih ni zraven. Ker to je eden najdražjih consumer produktov, ki jih pač mi kupujemo oziroma uporabljamo. A si lahko oni privoščijo, da niso zraven kot največ vredna firma z najboljšim supply chainom, z najboljšo postavo za hardware, software produkte. No? Pa jaz bi mogoče še to dodal, da zaradi tega, ker se vedno bolj gremo v smeri avtonomije, to utilizacijo prevoznega sredstva začne drastično dvigovati. Zaradi tega, ker ni več potrebno to, da pač mi imamo avto lepo parkiran 95% časa, ampak lahko večino tega časa ali pa 50% je ta avto zaradi sposobnosti avtonomnosti v uporabi. In bomo šli vedno bolj v smeri storitev, to se pravi, že celotna ta trg mobilnosti se bo transformiral iz capital expenditure v service. Na drugi strani moramo pa vedeti, da Tesla, zakaj je Tesla tako uspešna? Zaradi tega, ker je Tesla tehnološko podjetje, ki ima procese, ki v bistvu bolj iz Silicon Valleyja izvirajo kot pa recimo iz Münchna. In zaradi tega je hitrost napredka, kako sami razvojni procesi potekajo, kakšen je mindset ljudi, ki te procese poganjajo, je pač tako, kar bi lahko rekli, kot katerokoli drugo tehnološko podjetje, ki ga gledamo, samo da oni pa slučajno delajo vozila. In ta dva aspekta, pač Tesla je, jaz se spomnim, 2017, kdaj sem se v Amsterdamu z enim Tesla taksijem vozil, in takrat so se na veliko smejali, Tesla, to je tako gepe v armaturni plošči ima take, da lahko kovanc skozi vržeš, pa kaj pa pol. In res,
absolutni nivo kakovosti takrat je bil za avtomobilsko industrijo. Ampak hitrost izboljševanja je pa če malo pretiravam, za velikostni razred višja, kot jo pa ima avtomobilska industrija. In danes, ko se usedemo v eno novo Teslo, pišuka ni več po kakovosti. Sam še za 5 centov. Ali pa če greš sploh v kakšnega, ki je v Berlinu ali pa na Kitajskem narejen, moraš že papir skoraj da not tišati. Tako da hočem reči, hitrost izboljšav je tista, ki je eden ključnih driverjev, ki jih tehnološka podjetja imajo v svojem DNK-ju programiran. Druga podjetja, recimo klasična avtomobilska industrija, pa ne toliko in so določeni konzervativni pristopi razvoja, ki ti to hitrost ne omogočajo. Še vedno pa, mislim, da je 2,5 avtomobila na gospodinstvo v Sloveniji, recimo. A smo se pripravljeni odpovedati avtomobilu? Jaz mislim, da smo na koncu, da moramo dva segmenta ločiti. Eno je, kaj je ekonomsko smiselno, ker ko ljudje, če preračunamo, kakšen je dejanski strošek avtomobila, izguba vrednosti, operativni stroški, ves vzdrževanje. Tisti, ki si preračuna, mislim, ker sem se jaz to preračunal, sem kar malo mogel globoko dihati. Pa si se odpovedal avtomobilu, je ključno vprašanje. Definitivno, bom tako rekel, ko bo uporabniška izkušnja in ekonomski performance boljši glede na moje specifične potrebe, sploh ni problema. Ampak na drugi strani pa to ne pomeni, da ne bomo več sploh imeli avtov, ampak za dušo, če boš hotel malo bolj športno po ovinkih se voziti, boš verjetno še vedno imel nekaj v garaži, ki ti bo to omogočal, ampak čisto iz stališča pač mobilnosti kot take, pa jaz ne vidim razloga, zakaj bi imel svoj avto, ki je. Ampak ga še vedno imamo. Se te čisto razumem, vem, o čem govoriš. Totalno razumem. Preračunavali smo te stroške. Nekateri plačajo za to, da imajo avto parkiran praktično cel čas na parkirišču pred svojo hišo ali pa pred službo. 2 do 3 dni delajo samo za avto, zato da ga odplačajo na teden. 2 do 3 dni na teden delajo samo za avto. Nekateri kupijo si pač malo predrag avto za svoje zmožnosti finančne. Mi smo mi, da sodimo to. Ne, se ne sodimo, samo, vsak ima možnost to preračunati, obstaja cel kup kalkulatorjev, ampak še vedno ne naredimo tega koraka. Še vedno velja avtomobil za nek statusni simbol. Ampak vedno odvisno v kakšnem okolju in kontekstu. Točno to. Mi imamo en avto na gospodinstvo in 2 leti pa pol smo živeli v Sloveniji brez avta. Seveda smo imeli druge rešitve za prevoz, ampak recimo v New Yorku moram prav pomisliti, če poznam koga, ki ima svoj avto, teh, ki jih jaz poznam. Pa v San Franciscu tudi zelo redki imajo svoj avto. Zakaj? Zato, ker so pač rešitve na voljo druge. Ali taksi, podzemna, kolo in tako naprej. Jaz sicer verjamem, da se bo zgodil en zelo velik shift v mobilnosti, po eni strani na različne storitve, po drugi strani pa to, da imajo ta nova orodja za mobilnost od skuterjev, malih oziroma skirojev, do električnih koles zmanjšujejo mesto, če tako rečem. Ena Ljubljana je super primer. Ljubljano lahko tudi, če si res motiviran, lahko tudi prehodiš celo. Ampak ni fajn. Z navadnim kolesom si v 45 minutah z enega konca na drugem koncu. Z električnim kolesom si pa že v 25, ali pa 20. Kar pomeni, da se je mesto skrčilo in pomeni, da je tvoj doseg bistveno večji, ker vpliva na čisto drugačno dinamiko. In tukaj, ko se pogovarjamo o Applu, pač moja taka contrarian teza je to, da oni ne delajo avtomobila, ampak delajo nekaj bližje kolesu.
Drugače, kar se tega tiče, New York, San Francisco, če hočeš tudi Beograd, ne, ali pa katerokoli drugo večje mesto, ja, večina ljudi tam, po moje, nima avtomobila. Kot tudi v Ljubljani, recimo, veliko se z mladimi pogovarjam, v Ljubljani mladi ne želijo avtomobila. Ko greš pa ti v Celje, recimo, si pa mladi želijo avtomobil imeti. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker ni infrastrukture, to, kar ti govoriš. Ne. Se pravi, nismo še toliko delač, nimamo infrastrukture za to, da bi lahko to imeli. Ok, a gremo naprej na finteke, da namo predolgi. Fintech, evo, Andraž, tukaj imaš spet tvoje predloge, izvoli malo pokomentiraj. Že malo sem Boris smil zraven, ki mu hijackam, klele Mike se mi zdi že ves čas. Ne, v bistvu se ista zgodba je, tako da ne bom se nekako ponavljal. To je malo za navdih, malo za raziskovanje. Kar je bilo pa meni zanimivo je to pa v bistvu, da recimo ETF-i, sploh evropski na področju fintechov, imajo relativno majhen obseg sredstev. Jaz mislim, da lahko mirno rečemo, da zadnjih leto in pol smo imeli kar fintech zimo, ne bom rekel glih ledeno dobo. Recimo, ravno danes je bila novica, da Allianz, ki ima lastništvo v neobanki N26, se je verjetno tudi, kaj vi pogovarjate, ne, prodaja svoj delež za, mislim, da se zelo ne spomnim, pol cene se mi zdi zadnjega financiranja, recimo. Ne. Tako da tukaj se je en velik potres zgodil na fintechu, je pa res, da predtem je bil pa en velik balon, to moramo pa kar iskreno povedati. Tako da tukaj je mečken za raziskovati, ne. Mogoče sem izpostavil ene tako 3 imena, ne, pa imen na fintechu, mečken imamo tukaj tudi različnih zgodb, ne vem. Glavna zgodba, pa ena večjih zgodb so bila plačila, ne, neki enablement plačil, pa premikanje denarja, enostaven način, tako da Adyen je tukaj napačen tiker, vidim, da mogor, ampak saj mislim, da. Pol Alibaba je v bistvu tudi en velik fintech, oziroma fintech e-commerce, ki se zdaj na ene 2 dela, ne vem koliko delov sploh ne bi šel. Ne. To so recimo delnice, s katerimi se vi soočite, imajo velike uteži v neki besedi imenovani fintech. Hočem reči, kaj je v zadju, ko rečeš fintech, ker mi se lahko fajn pogovarjamo in bluzimo, ampak kaj je danes to, kar je na trgu, kaj je v košari, ki ima večje uteži. Pa recimo pojavljajo se tudi razne spletne trgovine, so bile velika stvar, e-commerce, Robinhood, te zgodbe nam ponavljal, ki je bilo po mojem toliko podcastov posnetih, da jih ne moramo prešteti na to temo. Kripto seveda, kripto kot tak, bodi si preko recimo Coinbase, ki najbližje temu, da si želi biti reguliran, pa mu to zelo težko uspeva, se mi zdi zadnje čase. Ne. Pa mogoče že v osnovi same 2 glavne kriptovalute, Bitcoin pa Ether, to so že sam po sebi neke fintech naložbe. Tako da to je to, to je malo za istočnico mogoče okrog fintecha, tako da mogoče Boris, ti kaj dodal? Boris, izvoli, dodaj. Ja, ne, sej... Kar se fintecha tiče, jaz prav poseben navdušenec nisem, tako mogoče kontroverzna tema. Ja, vse, da moš razložiti, zakaj. Ja, preprosto zato, ker dostkrat, ko se pogovarjamo o teh tehnologijah in potem nekdo razlaga, wow, to je revolucija, to bo čisto spremenil svet. In super, sliši se dobro. Pa začne spraševati, zakaj? Kaj bo drugače? In recimo pri kriptovalutah ogromno ljudi me je prepričevali, ja veš, lahko takoj nakažeš, pa takoj dobi. Ja veš, če boš pa poslal prek banke, boš mogel pa čakati do ponedeljka. Ja in? Mislim, tako veliko teh use caseov se mi zdi se zreducira na to področje. Mislim, ne vem narobe razumeti, jaz mislim, da je prostor za inovacije, tukaj definitivno, samo se mi pa zdi, da recimo 3 leta nazaj, smo se pa pogovarjali samo o tem, kada je to 90% napredka človeštva je fintech, pa ostalih 10% so pa kakšni roboti. Pa tako, ja, to je super, da si skeptičen. To pomeni, da lahko imamo dobro debato o tem. Jaz sem v resnici kar fan, ampak bolj iz vidika tega, da finančne institucije, ki so pač obvladovale te pretoke in ki so bile vmes, če tako rečem, so bile zelo ozko definirane včasih. Zdaj, ko se je to premaknilo na tehnološki layer, pa neke underlying platforme, odpira možnost za zanimive stvari nad tem. In tukaj mi je zelo zanimivo to, da imamo v bistvu 2 e-commerce playerja praktično v fintech tickerju. In se vprašam pač, zakaj imamo 2 e-commerce playerja. Ja, zato, ker je v svetu izpred 20 let trgovina je težko bila tudi banka,
Zdaj pa Shopify, ker je pač to globalen ponudnik trgovin oziroma e-commerce platforma, ne, se jim zdi pa škoda, da bi ta 2,5% pobiral nekdo drugi, ne, ker na njihovem volumu je to lahko zelo veliko. In se jim nekako splača biti banka, ne, oziroma nekaj blizu neke finančne institucije. Ne. Drugi tak case, ko ga pa ni tukaj gor, pa je morda zanimivo, no, za tiste, ki hočejo malo bolj raziskati to, Airbnb je v bistvu en večjih fintechov, ne, ker pač ti počitnice plačaš zdaj, oni držijo denar kar nekaj časa, preden ga dajo hostu in s tem denarjem, ki vmes tudi počnejo. Ne. Tako da, ko se vprašate, kaj je biznis model Airbnb-a, držanje denarja je biznis model Airbnb-a. Čeprav navzven ne zgleda tudi tako. Ne. In zakaj se to lahko zgodi, je pa zato, ker se je pač neka platforma zgradila spodaj, ko si lahko na tak način kreativen. No. In to se mi pa zdi dobro, zato ker pomeni, da odpiramo možnosti, da čist nove modele testiramo, da čist neke nove potencijale za rast odpiramo, kakor če pač par, se bom pohecal, ker imam dosti prijateljev na bankah, ampak starih stricev v kravatah tam drži vse vajeti v svojih rokah. No. Jaz bi dodal še en fintech, ne? OpenAI. Zdaj, odkar so se pojavili te plugini, ne? Jaz mislim, da najbolj se govori o tem v povezavi, da boš pač lahko neke stvari delal, ki jih sicer ne moreš s ChatGPT-jem, ampak v resnici pa mislim, da bo postal marketplace. Ne? Podjetja bodo v bistvu lahko prek teh pluginov svoje storitve pa produkte tržila v direktno uporabnikom ChatGPT ali pa drugih podobnih produktov. Ne? In to mislim, da bo zanimivo, ne, za marsikoga v e-commerce, ne, ker bo dejansko začel prodajati stvari strojem, ne, ki bodo seveda potem ravnali skladno z svojimi lastniki, ampak precej bo spremenil po mojem model marketinga. Ne. Se pravi, fintech, se dogaja disrupcija pač finančnih storitev, kakorkoli pogledamo, tako da postale so v bistvu samo investiranje postalo bolj dostopno ravno zaradi te disrupcije, ravno zaradi teh tehnologije in tega napredka. Kako ti gledaš, Andraž, na to? Ja, v bistvu zdaj smo pokazali, kako smo cel krog naredili, ne? Od začetne debate in kakšno obličnost ima pri končnem uporabniku neka tehnologija, ki jo ti apliciraš. Ne? Enkrat je v avtomobilu, enkrat je, ne vem, aplicirana na robotskem delavcu, enkrat je na fintechu, enkrat je, ne vem, neki drugi uporabnosti. Pač to je ta layer cake, ki jaz rečem, ne? Več slojev torte je, ne? In zdaj pač vprašanje, kako globoko zarežeš, ne? V končni fazi, ne? Pa kakšno torto boš naredil. In se mi zdi, da je to ta glaven point sploh vse te prihodnosti, ker se lahko toliko interoperabilne stvari dogajajo, da nam nič danes ni jasno. V bistvu, jaz mislim, da smo danes tako slepi, da je to nekaj neverjetno. Mene kar boli v bistvu, toliko sem slep. Ne? Vem pa eno stvar, da se lahko recimo v prihodnosti bom jaz spomnil, pogovarjal sam s sabo na nek način, no? In v bistvu ustvarjal stvari brez kogarkoli drugega, ki bo lahko spal ali pa igral odbojko na mivki. Ne? A veš, tako da to so stvari, ki ne vem, koliko daleč bom lahko prišel, ne? Ampak to je dejstvo. In danes je zelo veliko majhnih problemov, ki v bistvu sploh niso dobro rešeni, ampak jih nihče ne rešuje, ker se kao ne splača. Bom dal sam primer, ne? Recimo naše investicije v Finmap, ne? In reče, pa kako to sploh fora, tam neki, oni vidijo neki, pa konsolidirajo cashflow z večjih bank gor dol, ampak ti obrtniki res zabluzijo vsak mesec. Ne? In ta produkt danes ni optimalen, pa tudi stroški so še previsoki, ampak če gremo 5 nivojev naprej, se ta produkt z njimi pogovarja, ker danes smo recimo ta tim, mislim, da 30 ljudi v podpori, pa vseh skupaj jih je 40, ki se samo z obrtniki iz Ukrajine, Turčije, ne vem, pogovarjajo in jih na nek način malo izobražujejo. Jutri bo to mogoče drugače, ali pa vam bom drugače rekel, če ste kaj investirali, ste izpolnjevali davčne napovedi, ali je bilo to zelo prijazno, recimo, sploh če ste velik tradeov imeli, pa še nekih dividend, pa smo res vse zajeli, je bilo res vse prav zračunan, mislim, come on, resno govorimo, to so vse stvari, ali pa davke oddajati, ali pa potrjevati račune, ali pa nekaj knjižati, a je to res delo, ki ga vsi neskončno srčno želimo delati, to so vse stvari, ki v končni fazi lahko rečeš, lahko jih zapakiraš v nek fintech, jaz pa rečem, tehnologija ti je dala tvoj čas na zemlji nazaj. Ne vem, kam pa z njemu naredila. Mogoče pa metaverse, na koncu se malo pohecam odgovor, in je z tega stališča 30 milijard brezveznih, če bo to
300,000 milijard v prihodnosti. Ne vem, pojma nimam, ampak jaz mislim, da fintech je v resnici kako navidezno banalne probleme narediti seamless, da ko jih človek začne uporabljati, reče, jaz ne grem več nazaj na tisto davčno napoved, jaz ne grem več nazaj na ta staro banko, jaz ne grem več nazaj. Zdaj, koliko je pa hypa vmes, kam boš, ne vem, Bitcoin ali pa ko boš ti usvojil svet, pa zakaj to danes že vreden 50,000 milijonkrat več, kot bi moral biti, to je pa človeški faktor, ne tehnološki faktor. Ne? Kar izvolja. Ne, se je vmes, Tomaž, hvala, ki mi je namignil, rekel je pa sej to, kar mi recimo delamo, robotika kot storitev, je v bistvu tudi neke vrste fintech. In sicer, če si do zdaj si mogel ti, ne vem, si želel nekega robota kupiti, pa ga uporabljati, pa si ga mogel kupiti, relativno velik denarja van investirati in potem si ga čez čas ustrezno zamortiziral. Smer robota za servisa je pa ravno kontra, da imaš, recimo, ne vem, mi smo ponudnik, mi smo kadrovska agencija za robote, ki ponuja robotske delavce drugim podjetjem. Ta podjetja vsak mesec dajo tem robotom plačo in ne potrebujejo sploh veliko investirati, ker so roboti recimo v specifičnih aplikacijah tako so dosegajo dosti boljši price performance kot ljudje. In na drugi strani potem, ko se ta potreba po robotih, če je prej bil naročnik, ko je kupil robota, je bil v bistvu s tem se je malo zabetoniral, ker je mogel tega robota pač toliko let uporabljati, da se mu je investicija zamortizirala. Danes ga najame, ga uporablja 3 mesece, ga lahko sicer predstavlja med delovnimi mesti, pa ko ga narab reče pa, hvala lepa in brez kakršnih koli moralnih zadržkov ga odpusti in ga mi damo nekam drugam. In dejansko je ravno ta model čist spremeni kapitalske potrebe, spremeni kako proizvodna podjetja, ki najemajo to robotsko delovno silo, kako planirajo in koliko so fleksibilna, zaradi tega, ker so kapitalske potrebe nižje. Na drugi strani pa tudi nekdo, ki želi samo poskusiti neko novo tehnologijo, jo lahko proba pa vidi, a funkcionira ali ne. In je v bistvu s tem je barrier to entry, ki ga imaš in na eni strani kot kupec oziroma uporabnik te storitve in na drugi strani kot ponudnik, je drastično nižji in to pa popolnoma spremeni dinamiko v bistvu celotnega trga. Ja, Marko, zdaj se pa že odloča s fintech ali s robotika, no, lepo prosim. V glavnem, zdaj, ko govoriš o teh botih, me zanima, bo vsak mali vlagatelj dobil na neki točki svojega bota. Ti si nekaj rekel, da se hočeš sam s sabo pogovarjati, a ti bo mogoče malo dolg čas, a se boš sam s sabo tako strinjal, kdo ti bo kontriral, kako bo izgledalo tvoje življenje? Še eno osebo moram tam pozdraviti, ki nas posluša. Živijo dali, by the way, malo tep maham tam zadaj. To je naš tonski mojster, ki snema drugače ta podcast. Kaj hočem reči, recimo, ko ustvarjaš zdaj bo to pozdrav nazaj vreten, recimo, če ustvarjaš glasbo, je tudi to nek proces in ti dobiš idejo, včasih je bilo tako, ne vem, vzel si nek inštrument, ali klavir, ali kitaro, nekaj zapisal, ali posnel, to je bilo že advanced, ki si lahko snemal, pol je pa stekel proces v studiu, pa tudi s produkcijo, ne vem, mogoče boš pa samo rekel, tole je ideja, aranžiraj mi na tak način in v bistvu mogoče bo že popoldne objavljen na netu in folk bo rekel, všeč mi je, pa če bi naredil še bolj rockersko predelavo, recimo, in to se meni dogaja, dobim idejo, neki tam kucam za računalnikom, mogoče bom rekel, daj bot prid sem, tole ti zapojem, daj mi s tem ga narediti odo radosti, da se malo pohecam, ampak lahko mogoče, zakaj ne? Zdaj, ko omenjaš Dalija, mogoče ljudje ne vejo, ne poznajo ta kontekst. Dali je tvoj soigralec, kako se temu reče, v bendu. Skupaj sta igrala v death metal bendu. Tako nekako, ja. Death metalce imamo tukaj ljudje, death metalce. Če bi obstajal model Dali, ne on Dali, ki je za, ko bi jaz kojega sprobal, da kar še vse sproducira, veš, ne. Pa je tako vse narejeno. A bomo dobili svojega bota? Se ga že imamo na nek način. Se ga imamo, ne. Mislim, da Boris je rekel, dajmo mu kaj pametnega vprašati ga, ali ne vem, nekega uporabiti, ne. Ja. Jaz mislim, da bomo dobili to na 2 nivojih. Zdaj, malo smo se prej pogovarjali o robotiki. Jaz mislim, da bo to se zgodilo bistveno prej. In po moje v bistvu to, ker
najbolj zanimiv produkt, ne, na katerem trenutno dela Tesla, sploh niso avti, ne, ampak je v resnici ta humanoidni robot, zaradi katerega se vsi bolj ali manj smejijo Elonu Musku. Ampak mislim, da je vodja razvoja teh robotov nekdo, ne, ki je prej delal na Googlu, pa je uspel jezikovne modele aplicirati na robote, ne, in potem ugotovil, ne, da v bistvu lahko zelo pomagajo pri planiranju. In tudi Elon Musk, ne, za razliko od električnih avtov, kjer skoraj ni imel konkurence, ne, pri humanoidnih robotih jo pa zdaj dejansko ima. Ne. En kup drugih firm je tudi začel pred kratkim to razvijati. No, na drugi strani, ne, kar se pa tiče pa teh osebnih asistentov, prej smo malo menjali, da je zdaj vse v oblaku, pa da se moramo povezati do tega. Ne. V bistvu ravno zdaj v zadnjih tednih, mesecih, ne, se je pokazalo, da pravzaprav dosti teh modelov lahko tudi spravimo lokalno, ne, da delujejo v bistvu na, bom rekel, neki consumer opremi. Ne. Tako da jaz tudi mislim, ne, da če bomo imeli nekaj lokalno, bomo lažje zaupali tej entiteti. Ne bomo imeli občutka, da je pod kontrolo, no, saj hopefully ne bo, ne, nekih gigantov, ki nas manipulirajo, ne, kar bo pač še dodatno težo temu. In ja, taki pogovori po moje bodo možni in zanimivi, sploh če bodo v metaverzumu. To bo ful zanimivo. Ko govoriš o humanoidnih robotih, ravno prejšnji teden smo pisali en članek o humaniziranju, ko se temu reče zdaj strokovno, domačih živali. Kaj hočemo, znebiti se človek? Kako? Humanizacija domačih živali. Dejansko ljudje danes se ljudje raje odločajo za psa ali mačka, kot pa za človeka. Groza, kam gre ta človeštvo? To je bilo tisto vprašanje, ki sem tega vprašala, drugo vprašanje, ki sem tega postavila. Se to vemo, ne, pač, da bodo pa malo mačke pa pač zaspavrgla atomsko bombo, ne. A veš, ker ne bomo vsi toliko zaposleni, ne, ker se bomo mogli, družba se bo mogla sama s sabo ukvarjati in pogovarjati. To bo zanimivo, ne, v bistvu, ne. Tomaž, kar izvoli. Jaz sem te samo to dodatno, da en od igralcev, ki še ni vstopil na ta, vsaj uradno ni vstopil na ta Battlefield AI-ja, znova je Apple. Ne, oni so sicer že dolgo nazaj kupili Siri, ki verjetno vsi veste, da pač lahko nastaviš timer, kaj drugega pa pač težko. Ampak jaz dosti zaupam v to, da je Apple tukaj lahko zelo, zelo močen. In zakaj je lahko zelo močen? Zato, ker je kot eden od redkih večjih playerjev, ki mu jaz zaupam, kar se tiče nekega mojega privacyja in dostopa do vseh mailov, vseh tekstov, vse zgodovine uporabe, do lokacije, do giroskopa na telefonu in tako naprej. Ima tam en set podatkov, ki jih OpenAI nikoli ne bo imel o meni. Kar pomeni, da lahko nauči, ne, mojega bota bistveno več, kot lahko na nekih generičnih modelih. In mislim, da ta aplikacija zna biti zelo, zelo zanimiva. No? In v kontekstu tega, da recimo, če malo posanjamo, da se bomo zbudili, pa bojo vsi neodgovorjeni imeli že kar draft, ki je v tonu, ne, nas samih, pa za zgodovinsko referenco vsega, kar smo imeli komunikacije z nekim človekom in tako naprej. Mislim, to je izvedljivo, no? To ni neizvedljivo. Ne? In se mi zdi, da je to z dobra uporabniška izkušnja bila, če moram jaz to potrditi in tako naprej. Ampak nihče razen Apple, pa morda Google, ki si omenil, da pa če tudi delnica se ni spremenila, tega ne more narediti. Zdaj, pri Google jaz mislim, da je to že vračunano v ceno, no? Da ljudje že kar verjamemo, da morda ne takoj, ampak na srednji rok, pa da bojo natuhtali. No? Ampak to se mi zdelo zanimivo. Zdaj, ko si omenil metaverzum, ne, mogoče bomo pa dogodek kdaj organizirali v metaverzumu. Eno vprašanje smo dobili tukaj, zakaj v Sloveniji tako malo v bistvu teh podjetij? Oddelali smo enkrat eno raziskavo, dejansko imamo tudi zelo malo samorogov v Sloveniji, jih ni, no, če smo natančni. Damjan Merlak je tukaj z nami. Damjan, zdravo. Jaz sem kar vnoter povlekla, da nam šle pri vratih stav. Ti si naredil eno tehnološko podjetje, kaj ne? Ja. Vse se, ja. Kako? Ne, samo bomo zdaj zaključili ampak recimo tvoj pogled na tehnološka podjetja v Sloveniji. Kje smo? Se nima veze, tehnološka podjetja. Naredil si enega, sodeluješ, investiraš v številna podjetja, čeprav dobro tudi v hotele, ampak okej. Mogoče, če lahko pokomentiraš, kako ti vidiš slovenska tehnološka podjetja oziroma tehnologijo, ki se razvijajo v Sloveniji. Kaj spremljaš to? Niti ne.
Ne. Mislim, da ful si povedala, sam res ne vem. Nimam, ok, pač delno ja, ker sem stolastnik Engena zdaj, ampak ne vem, če govorimo o takih, delno ja, ampak ko se govori o tehnoloških podjetjih, no bolj ciljaš na neka tipične startupe, neka podjetja, kjer je potrebna več 10 milijonska investicija za nakup hardvera, ki potem delaš nek nižji donos kot pri nekem startupu, ki greš iz nič na neskončno. Mogoče še Tomaž odgovoriš na to vprašanje, kako ti gledaš pri nas v Sloveniji na razvoj v bistvu? Ja, jaz moram priznati, da sem bil do enega leta nazaj kar skeptičen, no, kar se tega tiče. V resnici, da nisem imel občutka, da se dogajajo zelo, zelo zanimive stvari na nekem skalu. Zdaj pa moram reči, da sem kar spremenil to mnenje. Zakaj? Zato, ker pač imam malo več časa, pa se malo več pogovarjam z slovenskimi podjetniki. In če pač malo generaliziram za začetek, no, se mi zdi, da imamo v Sloveniji še vedno isti problem, ko smo ga imeli pred 15 leti, in to je, da smo ekstremno dobri v produktih, v dizajnu, v sami tehnologiji in izjemno slabi v go-to-marketu. Pač tako res obstajajo vrhunske tehnološke rešitve, vrhunske produktne rešitve, ki pač ne pridejo na trg na pravi način. In drugi problem, ki ga imamo, je to, da smo en tak kapitalski, kako bi rekel, kapitalska puščava. No? Malo kapitala pride sem, premalo kapitala pride sem, zato da bi se lahko resno šli to igro. Zdaj, seveda tukaj obstajajo izjeme, izpostavim kako. Lahko, Genialis izpostaviš, lahko Bani izpostaviš, vse je bilo kar nekaj podjetij, Kraft Pal, recimo, je bil tudi en primer, ki so dobili kar nekaj. Je meni blizu, no, pa ne vem, koliko ljudi tukaj ga pozna, je Bird Buddy, povezane ptičje hišice. Ne. Sliši se dosti brez veze, ne, v resnici. Mislim tako, ampak koliko ptičjih hišic mislimo, da lahko prodamo. Ne. In oni recimo pa poleg oni recimo so šli v neko tako mega nišo, ki ko prvič se to sliši, se zdi res smešno, potem pa, ko pa zveš podatek, da je gledanje ptic drugi najbolj popularen hobi v Ameriki, takoj za ribištvom, ne, pa kar ni več tako smešno. Ne. Potem, ko pa zveš podatek, da se proda za med 3 in 4 milijarde semen za hranjenje ptic, ne, v Ameriki na leto, pa je ok, ne, potem to res ni tako več nišno. In glede na to, kako oni hitro rastejo in glede na to, koliko kapitala so do zdaj zbrali in tako naprej, pač jaz mislim, da bojo oni lahko zelo daleč prišli. No? In takih zgodb se lahko več zgradi, to je sicer poznam malo bližje, ampak jaz sem zelo optimističen zdaj, ko vidim, oziroma ko se mi zdi, da vidim, kaj so problemi, se mi zdi, da lahko najdemo rešitve, no, za te probleme, ki obstajajo. Za zaključek te okrogle mize, mogoče, če lahko še poveste, kaj boste vi počeli s svojim denarjem, ki ga boste investirali, v katere naložbe, kaj gledate, katere segmente, panoge, regije mogoče. Marko, izvoli. V bistvu, mislim, to se bo malo egoistično slišal, pa ni tako mišljen. Jaz predvsem investiram v lasten razvoj, pa v razvoj ljudi okrog sebe. Zakaj? Ker na koncu, če pogledamo, okay, pa mogoče, če si v podjetniških vodah pa ustvarjaš podjetja, je multiplikativni učinek tega, če se ti izboljšaš, pa izboljšaš ljudi okrog sebe, je enormno velik, ne? Ker se vsak dan znova ti daje rezultate in še posebej, če potem ob sebi vzpostaviš ekipo ljudi, ki so neprimerno boljši od tebe. In jaz sem tukaj, imam zelo veliko srečo, da sem v bistvu v preteklosti in tudi sedaj z vsemi panelisti več ali manj sodeloval, ki so neprimerno boljši, vsak na svojem področju od mene, sem se jaz lahko izjemno veliko naučil in to vsak dan sprot uporabljal, hkrati pa mogoče tudi njim podal nek določen aspekt in če tako skupaj rasteš, potem lahko neprimerno več dosežeš. Tako da jaz mislim, da bi doskrat bi bilo bolj smiselno, kot da to, da
hitimo na socialnih omrežjih, pa gledamo, kje bi lahko, je, da bi predvsem investirali v sebe, v svoj razvoj, v razvoj ekosistema, pa ne mogoče gledali, kaj bomo lahko jutri od tega dobimo, ampak kaj lahko v obdobju življenja od tega dobimo in tam so pa multiplikativni učinki izjemno veliki. Bi pa se sam še navezal na to, kaj je Tomaž prej rekel, da se bolj z njim ne bi mogel strinjati, ne? Da mi Slovenci imamo ta izziv, ne, da če smo tehnološko pa produktno izjemno dobri in nas lahko praktično komorkoli se postavimo ob bok, pa se nimamo kaj zasramvati, ne, se moramo dosti bolj povezovati, spet na tisto mojo predhodno tezo, s tistimi, ki so pa v marketingu, v business developmentu in v scalingu rockstari in potem bojo tudi naše zgodbe neprimerno boljše. Ok, super, gremo kar naprej. Tomaž, boš ti povedal, kaj boš počel z 200 milijoni oziroma ne vem, koliko jih imaš še na lagarju. To niso, tako da razčistimo. To je denar, ki sem ga jaz zbral za podjetje, v katero sem bil vpleten. To definitivno ni na mojem računu. In tudi, ko bi rekel, na svet za investiranje, to jaz mislim, da je taka dosti nehvaležna naloga ali nehvaležno vprašanje. No? Jaz zase vem, da imam zelo over-indexed na early stage tehnološke podjetja. Drugo področje, ki mi je blizu, je hrana. Če tako rečem, ampak ne hrana, ki jo jaz pojem, ampak hrana, ki pa če bo nekdo drugi. To mi je blizu pa iz dveh razlogov. No. Eno je zato, ker pač verjamem, da je hrana, oziroma nutrition na širše, en od ključnih dejavnikov tega, da bomo imeli manj težav z zdravstvom v prihodnje, ker je pač, kar damo vase, pač ima neke posledice na dolgi rok. In se mi zdi, da je edini način, da to spremenimo, je v bistvu skozi podjetništvo in skozi podporo nekih dobrih zgodb, ki delajo zanimive stvari na tem področju. Drugi del je pa climate. No. Mislim, da moramo zelo spremeniti načine, na katere food sistemi delujejo in dosti zanimivih stvari se dogaja na tem področju. No. Tukaj vidim, da je tam odzadaj tudi Martin, ko dela na to temo z Graške. Če kdo še ni probal, dajte probati. Je super. No, in za konec, no, morda še to, kaj v zvezi s public marketing in tako naprej. Pač tukaj jaz dost konzervativno investiram, bi rekel, predvsem v tiste stvari, ki se mi zdi, da so bližje temu early stageu, ki ga poznam. To se pravi, ne vem, če gledam veliko v AI ali pa generative models ali pa robotiko in tako naprej v tista podjetja, ki delajo tehnologije, ki jih bo ta industrija rabila. V primeru, da bo cela ta industrija ratala 10-krat večja čez 5 let, potem bo verjetno vsak rabo kupiti en Nvidia čip tu pa tam. Ne? Tako da to je moj pogled. Jaz poskušam pogledati v svojo kristalno kuglo, okay, kaj izgleda trenutno majhno, ampak bo 10-krat večje, okay, kaj so komponente, ki jih ta industrija rabi, pa potem se odločim, da bi neko stavo malo naredil tam. Ne? Ja, ta future of food je tudi v bistvu zelo zanimiv segment. Sem imela tudi to pripravljeno, žal nam malo zmanjkuje časa, da bi še to obdelali, ampak definitivno je to zelo zanimivo področje. Boris. Ja, mislim, jaz se kar strinjam s Tomažem, pač tle dober je sploh pri javnih marketih biti malo bolj konzervativen. Jaz sicer tudi imam preferenco do teh podjetij, za katera mislim, da pač bodo zrasla na račun teh trendov. Mogoče bi izpostavil tukaj kot zanimiv segment, pogovarjali smo se, malo smo omenili Nvidio, mogoče se splača razmisliti tudi o podjetjih, ki so upstream od nje, ko jih človek malo raziskuje, pa ugotovi kakšna zanimiva ozka grla pri produkciji vsega tega, tako da to vsekakor. Bi pa se navezal še na to, mogoče kot neke vrste call to action, pred parimi leti je bila na obisku v Sloveniji ena predstavnica Techstars pospeševalnika in se je srečala z mano, ker je bila na raziskovalni misiji. In sicer ni mogla ugotoviti, zakaj v Sloveniji pa še v parih državah centralne vzhodne Evrope dobijo tako najmanj prijav na svetu. In potem je pač mene našla, ker sem bil menda v njihovem registru kot eden peščice ljudi, ki je sploh daj kakšno idejo tja prijavu. Tako da to mogoče tudi vsaj delno pojasni ta manjko kapitala. Sicer samo delno, ampak vendarle. Andraž, izvoli še ti?
Sprašujem se, kakšna bo prihodnost, kako razpršiti svoje premoženje in rekel, zadnji 2 leti se intenzivno ukvarjamo ravno s tem, da recimo imamo javne delniške trge, to so delnice, ki jih lahko kupite, pa imamo izvir, kjer nastajajo ideje in podjetja. In zdaj v bistvu na dolgi rok, če rataš dober, pa učinkovit pri tem, da lahko gradiš z ljudmi podjetja, jaz mislim, po mojem mnenju, to je mesto, kjer bi jaz želel biti. Zaradi tega, ker na nek način, ja, seveda bo bolj težavno, bo velik napak, ampak na koncu v bistvu je ustrezno nižja premija za tveganje na javnem trgu. In to se je lepo izkazalo, po moje, skozi neka obdobja, skozi neke izstope, pa skozi neke premijske evaluacije. Je pa res, da je bilo tudi veliko teh napak narejen. Tako da zdaj, zato da tukaj lahko zmagaš, je to vsem tudi igra številk in time commitmenta in tukaj ni nič hiter. To traja zelo, zelo dolg časa in to moraš pa početi tudi z drugimi ljudmi, ker sam z lastnim kapitalom zaenkrat še tega ne moreš početi. Tako da, evo, to je segment, na katerem jaz želim biti aktiven v prihodnosti. Upam, da bomo vpleteni v kakšno slovensko zgodbo, kjer bo nastal, ne vem, samorok ali karkoli bomo te živali rekli tukaj v Sloveniji. Jaz tudi mislim, da faktorji tukaj se postavljajo v pravo smer, ker kapitala bo v prihodnosti dovolj. Zame vprašanje ni, a bo kapital, vprašanje bo, a bomo ljudje pripravljeni, pa kaj bomo želeli delati in kako bomo to delali. Zame je na koncu samo še ideja in ljudje bojo diferenciacijski faktor. Danes imamo še položaj, kjer vi ne morete dobiti kar tako malo, ne vem, na lepe oči denar. Jaz mislim, da v roku parih let ga boste lahko, na žalost, kar ni nujno dobro, ampak to ne pomeni, da boste z tem kapitalom naredili nekaj, kar bo imel za vas resničen pomen. In to se bomo zelo spraševali. To je moj vtis, ker je veliko napak, ki jih podjetnik lahko naredi, skupaj smo malo pametnejši, še zmeraj bomo pa naredili, upam pa, da lahko kaj spremenimo. Bomo ChatGPT vprašali, kaj bo Andraž Grahek počel s svojim denarjem, se hecam. Povej, Tomaž. Jaz sem imel samo še eno misel, zdaj, ko sem poslušal Andraža pa ostale, je to, da najboljše investicije so tiste, kjer contrarian but right. To se pravi, greš tja, kamor malo ljudi gre, imaš nek insight, imaš nek secret in tako naprej, zato se odločiš in trdno stojiš za tem in v primeru, da si imel prav, je to zelo, zelo dobra investicija. Ni to za vsakega, ampak se mi zdi, da pa vsak pa lahko malo razmišlja o tem, ok, tam, kamor grejo čisto vsi, v tistem trenutku grejo čisto vsi, tam ni visokih donosov ponavadi. In that's ok. Rabimo tudi take stvari v svojem portfelju. Mislim, da imamo pa tukaj enega vsem, ki ima zelo dobro izkušnjo in to si ti, Damjan. Ti si šel leta 2000, ne vem katerega 11-12, si šel v to zgodbo Bitcoin, v katerega nihče ni verjel v to zgodbo, ti si šel v to zgodbo, naredil si kriptomenjalnico, tako da bil si tak osamljen jezdec takrat v tistem obdobju in si seveda tudi ustrezno profitiral, ne? Čakam vprašanje. Ja, to je to, ne? Odgovar, reči, ja, bil si. Ja, mislim, sej... Kaj ti je bilo točno? Ni bilo vprašanje to, kdo verjame v Bitcoin ali ne. Vprašanje je bilo sploh, kdo ve za Bitcoin ali kdo ne. Jaz sem poznal mogoče enega, 2 človeka, ki sta sploh slišala za to takrat, tako da... Ampak si šel v to zgodbo, si šel razvijati, ker si videl ti potencial v tem ali zaradi tega, ker se ti je zdel, ne vem, imam ful časa. Ja, seveda sem videl potencial, ampak itak potencial lahko vidiš v marsičem, se takrat ne moreš vedeti. Ne? V življenju moraš tudi probati marsikatero stvar, nekako oceniti, kaj je smiselno, kaj ne. Sej ne moreš vsega zadeti. Noben tega ne ve. Noben ne more vedeti takrat, ko prvi slišiš za Bitcoin, da to čez 10 let, da bo to neka velika stvar. To je res, ja. Ok, najlepša hvala. A smo zaključili? Ma še kdo kakšno zaključno misel? Bomo imeli kar... Tako, to je bil izsek iz MoneyHow live dogodka, ki se je odvil 20. aprila v Kristalni palači v Ljubljani. Moram priznati, da je bilo zelo lepo videti polno dvorano, tako da hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Seveda, za tiste, ki pa niste prišli na dogodek, boste pa dobili možnost poslušati nekaj izsekov iz dogodka v prihajajočih tednih, nekaj podobnega, kot ste slišali danes. Še enkrat naj vas spomnim, da pripravljamo jeseni delavnico za investiranje v delnice, hkrati pa pripravljamo tudi posodobitev aktualne delavnice in sicer do it yourself, se pravi investiranje za začetnike, kjer bomo dodali nekatere novosti. Vsi tisti, ki ste seveda že kupili to delavnico, boste dobili tudi posodobitve v vašem oblaku.
Toliko za enkrat z moje strani. Želim vam prijeten dan, prijeten večer ali pa prijetno dobro jutro oziroma jutro in pa seveda se slišimo ob naslednji priložnosti. In za konec poslušajte Money How, ne bo vam žal. Lep pozdrav.